občinski proslavi ob dnevu upora proti okupatorju. V čast nam je, da bodo nocojšnjo slovesnost spremljali tudi praporščaki. Z nami so Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Policijsko-veteransko društvo Sever, Združenje borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja, Zveza slovenskih častnikov, Šaleško društvo Generalmajster Velenje, Društvo brigadirjev Velenje. Pozdrav, praporjev! Žive na vsi narodi, ki hrepeni dočaka dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan, da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo mejak, da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo, ne vrag le sosed bo mejak. Mirno, na mesto odmor. Vojna, upor, mir. Sporočilo praznika, ki ga vsako leto kot dragoceno skrinjico vzamemo v roke in ga pestujemo s hvaležnimi spomini na naše prednike, ki so krepeneli po miru, ki so sanjali mir in ga tudi dosanjali. Smo dediči zapuščine, ki jo moramo negovati in je nikoli poteptati. Zapuščine, ki smo jo na naši šoli začutili kot gumb življenja, ki je skrbno prišit na platno ljubezni, spoštovanja, dostojanstva. Na platno, kjer beseda vojna ne najde svojega mesta, ampak je ujeta v spomin, kot opomin ovit v hlad in bolečino. Spoštovane in spoštovani, Velenčanke in Velenčani, pozdravljeni in dobrodošli. Pozdravljeni tudi vsi častni gostje, še posebej smo veseli, da je med nami tudi slavnostni govornik, prejemnik listine Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije, Vlado Vrbič, ki ga sedaj prijazno vabim na oder. Spoštovani gospe in gospodje, spoštovane članice in člani vseh domoljubnih organizacij, članice in člani veteranskih organizacij osamosvojitvene vojne 1991 in seveda tovarišice in tovariši iz moje Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije. Kdo je tebe, prav Slovan, plavati učil, da si preplaval širno rusko reko in se v naše kraje naselil? Se sprašuje Zoran Bredin. Pod tem vprašanjem se seveda skriva še vprašanje, čemu je prav Slovan sploh želel preplavati tisto širno rusko reko. Morda enostavno zato, ker je bil lačen, ali pa morda zato, ker ga je bilo pregnal.
In morda se takrat prav Slovan še ni znal opreti in je raje pobegnil. To je bilo nekako sredi 6. stoletja. In zelo verjetno je, da naša tla takrat niso bila prazna. In tako je prav Slovan ves čas postal celo neke vrste agresor, ki je pregnal domačine ali vsaj večino njih, ostale pa brez milosti pokončal ali pa posrkal vase. Slovenci oziroma prav Slovenci smo iz plemenske ureditve kmalu, že v 7. stoletju, postali ena prvih slovanskih držav. To je bila Karantanja, središče na Gosposvetskem polju. A že čez kakih 100 let so naši predniki spoznali, da nas je malo. In smo se zaradi nevarnosti pred napadi avarov zatekli v zaščitniški objem bavarstev ter začeli sprejemati krščansko vero. Konec 8. stoletja je Karantanja končno postala del frankovske države. In v tistem trenutku smo Slovenci dobili priložnost, da se začnemo upirati in si z upori nabirati točke za pridobitev praznika dan upora proti okupatorju leta 1991. Ko je slovenski parlament dotedajni praznik dan OF slovenskega naroda preimenoval dan upora proti okupatorju. To je bila v poosamosvojitvenem času ideološka kastracija praznika, ki je bil dotlej namenjen izključno posvečanju spomina na narodno-osvobodilno vojno v Sloveniji v letih 1941 do 1945 oziroma začetku upora. Namesto poudarjanja zgolj ene politične organizacije v enem obdobju in pomena upora pri fašizmu in rasizmu, so poslanki in poslanci, bolj ali manj spretno, želeli poudariti širši pomen uporiškega duha slovenskega naroda skozi njegovo zgodovino. Po prazniku dneva upora proti okupatorju, zatorej naštejemo nekaj najvidnejših dejanj, ki potrjujejo naš slovenski uporniški duh. Prvi večji upor, s katerim smo Slovenci zahtevali socialno pravičnost, je bil vseslovenski kmečki upor leta 1515. Seveda ni uspel. Tudi hrvaško-slovenski upor, ki ga je leta 1573 vodil Matija Gubec, ni uspel. V teh uporih smo se Slovenci proti fevdalcem borili z orožjem v rokah. To so bili upori iz obupa, upori za preživetje. Kmetje so imeli pogum, potrebo in želje, njihovo orožje pa je bilo po večini zgolj kmečko orožje. V 16. stoletju smo Slovenci s Trubarjem in Dalmatinom na čelu začetkom izdajanja knjig v slovenskem jeziku stolični jezik, ki je kasneje postal in kljub številnim nevarnostim tudi potujčenja postal knjižna slovenščina. S tem smo se uprli prevladi tujega jezika. To je bil kulturni boj brez orožja. V 19. stoletju, natančneje leta 1848, se je v Evropi zgodila pomlad narodov. Slovenci smo se v avstrijskem cesarstvu počutili utesnjene, podrejene in takrat smo se uprli s političnim programom Zedinjena Slovenija, ki je vseboval 3 bistvene zahteve. Združitev vseh slovenskih dežel v eno politično in upravno enoto Kraljestvo Slovenija, samouprava tega kraljestva znotraj Avstrije in priznanje slovenščine za uradni jezik ter njegovo enakopravno z nemščino. Čeprav program v tistem času ni imel kakšnega posebnega uspeha, je postal solidna podlaga za mnoga kasnejša politična gibanja Slovencev. Orožje smo Slovenci v svoje pravice spet odločili vzeli v roke proti koncu leta 1918, ko je general Rudolf Meister s svojimi vojaki, pogumom in odločnostjo uspel obraniti severno mejo in tako obdržati velik del Štajerske in Slovenije v nastajajoči državi Slovencev, Hrvatov in Srbov. Najbolj dolgotrajen, najbolj trpljenja poln, najbolj krvav in najbolj junaški upor slovenskega naroda pa je brez dvoma narodno-osvobodilna vojna v letih 41 do 45. 27. aprila 1941 se je z ustanovitvijo Osvobodilne fronte slovenskega naroda uradno začel upor Slovencev proti tem okupatorjem, Nemcem, Italijanom in Madžarom. In ta dan je leta 1948 slovenska skupščina imenovala za najsvetlejši in najvišji izmed vseh slovenskih dni ter ga razglasila za republiški praznik, dan Osvobodilne fronte, ki ga danes praznujemo kot dan upora proti okupatorju. Slovenija seveda ni edina država, ki je začetek upora razglasila za državni praznik. Nekateri zagovarjajo trditev, da je zgodovina samo skupek različnih tolmačenj, kar torej dopušča, da lahko imamo na en dogodek 100 ali 1000 ali milijon povsem različnih pogledov, ki pa v bistvu vsi odražajo resničnost. Da torej en dogodek vidimo vsi različno in imamo vsi na svoj način prav. Navadno to gledanje zagovarjajo tudi tisti, ki omalovažujejo partizanski boj in opravičujejo kolaboracijo s okupatorji. Pa poglejmo samo nekaj dejstev, ki jih ne moremo niti zanikati, niti spremeniti.
V svetu je v začetku 40 let prejšnjega stoletja nastala široka fronta držav in gibanj v boju proti fašizmu in nacizmu. V to fronto je bilo vključeno tudi slovensko in jugoslovansko partizansko gibanje oziroma vojska. Manjši del slovenskega prebivalstva se je priklonil in udinil okupatorjem, ki so zasedli Slovenijo. Protifašistična fronta je premagala fašizem in nacizem in del te fronte je bila slovensko oziroma jugoslovanska partizanska vojska. To so osnovna, morda so oparna dejstva, ki pa držijo. Povsem, pa s katerekoli strani jih pogledamo. Ali še vedno potrebujemo dokaze, kdo v naših krajih je bil na pravi strani. Veliko bi jih lahko nanizali, pa dovolj bo ta za prisega. Prisegam pri vsemogočnem Bogu, da bomo zvest, hraber in svojim nadrejenim pokoren, da bomo v skupnem boju z nemško oboroženo silo, stoječo pod povestjo Velike Nemčije, vodje Velike Nemčije, SS četam in policijo, proti banditom in komunizmu, kako tudi zaveznikom svoje dolžnosti vestno izpolnjeval za svojo slovensko domovino kot del svobodne Evrope. Za ta boj sem pripravljen žrtvovati tudi svoje življenje. Tako mi Bog pomaga. Da, na eni strani upor, na drugi kolaboracija in zatem 10.000 usod. Družin, partizanov, talcev, tovorišnikov, ukradenih otrok, v nemško vojno mobiliziranih mladeničev, domobrancev. 10.000 objokanih mater mrtvih partizanov, mobilizirancev, talcev, domobrancev. 10.000 sirot, 10.000 beguncev, tisoče nerazumnih izvensodnih smrti v koncu vojne. Druga svetovna vojna je pustila v slovenskem narodu neznansko rano in bolečino. Prav je, da svetle zgodovine partizanskega upora nikoli ne pozabi. A prav je tudi, da znamo razumeti in oproščati, da spoštujemo vsa ugasla življenja in da mlajših generacij ne zastrupljamo s prepiri o tem, kar se je dogajalo daleč pred njihovim rojstvom. Domovina je ena, na vse dodeljena, in eno življenje in ena smrt, pravi Župančič. Res je, samo to domovino imamo in znati se jo moramo deliti tako, da bomo vsi sprejeli za svojo. Jasno je, da brez narodno-osvobodilne borbe tudi ne bi bilo osamosvojitve. Zato so spomeniki tega obdobja, hkrati tudi spomeniki osamosvojitve Slovenije leta 1991. In zato je skrunitev spomenikov NOB, skrunitev celotne svetle narodove zgodovine. In kdo to počne in kdo to razlaga zelenaško, te domovine nima rad in je ne spoštuje. Ne, nisem jezen. Tudi sovražim ne teh ljudi, jih pa preziram, globoko preziram. Leta 1990 smo Slovenci na referendumu enotno naredili še zadnji korak samostojni državi. Izjemno udeležbo in skoraj soglasjem da smo politiko zadolžili, da izpelje v osamosvojitev Slovenije. Vemo, kaj se je zgodilo potem. Nekaj, če se skozi dolga leta sobivanja v državi, niti v sanjah niso pričakovali. Jugoslovanski vrh je z oboroženo silo hotel pokoriti komaj rojeno državo, toda tam se je uprla z orožjem. Spet je bila prelita kri. Vsaka njena kaplja je pomenila še en tlakarus na poti do končne osamosvojitve. Ob oboroženem uporu in pogumu je svoje odigrala tudi diplomacija in Sloveniji je uspelo. Iz nesmiselne krvave balkanske morije je potem išlo še nekaj samostojnih držav. Zato, da bomo nekoč očitno spet skupaj v eni državi, Evropski uniji, ironija. Živimo v času in svetu, ko imajo polni zločinci v rokah vso moč, da čez noč uničijo več tisočletij stare civilizacije. Živimo v času, ko življenje otrok, civilistov v vojnah ne šteje prav nič. Slovenija se je nekoč, tudi z orožjem uprla in postala samostojna. Svojo usodo ima načeloma na svojih rokah. A vendar je del svetovne skupnosti in tako ima moralno in celo pravno obvezo, da sodeluje v upravljanju sveta. Če drugače ne, da je solidarna s šibkimi in da ves čas opozarja na krivice, ki se dogajajo v svetu. Še posebej zaradi tega, ker imamo svoje izkušnje upora. Uradno smo obsodili ruski napad na Ukrajino, priznali smo palestinsko državo, obsodili izraelski genocid nad Palestinci, obsodili smo napad krvave dvojice na Iran. To je drža, ki jo pričakujemo od države, ki ima v nazivu enega od državnih praznikov besedi dan upora. In to je drža, ki je nikako ne smemo opustiti, če hočemo ohraniti svoj nacionalni ponos in samostojnost, ne glede na to, kdo zaseda najpomembnejše položaje v naši politiki. Samostojnost, neodvisnost. In v tem trenutku se vprašam, je Slovenija po kmečkih uporih, po peklu druge svetovne vojne, po osamosvojitveni vojni, po 35 letih svoje države res neodvisna in samostojna.
Odgovora nimam, a želim si, da bi bila. In prepričan sem, da si želi tega tudi velika večina državljank in državljanov Slovenije. To je Slovencev, Bosancev, Srbov, Hrvatov, Makedoncev, Črnogorcev, Albancev, Kitajcev, Filipincev in kar je še drugih ljudi, ki jih poseljujemo ta naš mali prostor podatno. Žal izdaja lastnega naroda za prgišče svojih koristi ni nič nenavadnega tudi v sodobnem času. Zato letošnje aktualno sporočilo proslave v dnevu upora preko Pakrju poiščimo v pogovoru med župnikom Jernejem Amnom in kaplanom Marjanom Žgurom, kot ga je leta 1951 v svoji noveli Ogenj zapisal pesnik in pisatelj, član izvršnega odbora najvišjega organa Osvobodilne fronte slovenskega naroda, krščanski socialist Edvard Kotvek. Torej, če nekaj minut je župnik spregovoril, ne morem si misliti, zakaj Mlinarjevega tako dolgo zadržujejo. Malo bodo 4 ure, kar ga imajo v društvenem domu. Izprašujejo ga in mirno dejal kaplan. Do zdaj so bili kratki v izpraševanju. Tokrat gre za hujšo zadevo. Pa kaj je mogel fan storiti tako hudega? Izdal je. Župnik je ostal sredi jedi. Izdal. Koga je izdal? Ja, Italijane vendar, če so ga oni zaprli, je odgovoril kaplan z ražnim začutenjem v glas. Ne razumete me, gospod kaplan. Majhno zmoto ugotavljam v naših besedah. Če je fant odkril kako italijansko skrivnost in sporočil partizanom, ne moremo takemu početju nikoli reči izdaja. Kako pa more Slovenec izdati Italijana? Odkar človeški rod pomni, je imel za izdajo le zločin, ki je škodoval lastnemu narodu. Poglobljen govor, s katerim ste obogatili današnjo slovesnost ob dnevu upora proti okupatorju. Vaše besede so nas spomnile na pomen poguma, enotnosti in spoštovanja naše zgodovine. Pospremimo odhod praporščakov. Že z navdušenjem čakajo učenke in učenci Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje. Praznični dan bodo izrazili s plesom, pesmijo, ustvarjalnostjo in srčnostjo. Lepo prosimo, da svoj aplavz prihranite do konca prireditve, da med posameznimi točkami ne ploskate.
zareže v srca. Preseka nas kot led v mesu, razbije nas kot veter, ki vdira v domove. Človek izgubi družino. Prijatelje. Dom. Sanje. Med zidovi ostanejo nemi kriki, med pravo, med grobovi. Bolečina prihaja v valovi in se ne umiri. Strah te prime za roko, ne spusti. Vsak korak je težak. Vsak dih je težak. Telo se ukloni. Pade, nosi težo trpljenja. Ne, jaz nočem še umreti, saj imam očeta, mater, saj imam še brate, sestre, ljubico, prijatelje. Ne, jaz nočem še umreti. Ne, jaz nočem še umreti. Saj se sije zlato sonce, Saj mladost me drzno spremlja. saj se celi se pred mano. Ne, jaz nočem še umreti. Upor je glas, ki vztraja. Upor je iskra spremembe. Upor je spomin na vse, kar je življenje bilo.
Lep pa je moja dežela. Nikjer ni zemlja tako skromna in radodarna. Nikjer ne pride lastovka tako hitro na jug. Nikjer ni nikoli tako velika zemlja, skozi stoletja ohranjala up. Lepa je moja dežela, samo tu lahko živim. Ja, takrat so bile noči temne, tihe in polne strahu. Danes so noči temne, tihe in domovi polne svetlobe.
Takrat nismo vedeli, ali bomo čakali jutri. Mi danes načrtujemo prihodnost. Takrat smo skrivali besede. Danes lahko govorimo svoj jezik. Takrat so odmevali streli. Danes odmevajo pesmi in smeh otrok. Takrat smo branili domovino. Danes jo gradimo. Takrat smo se borili. Danes živimo svobodno. Zato obstaja spomin. Ne zato, da bi živeli v preteklosti, ampak da bi razumeli in znali varovati prihodnost. Ti si se boril za svobodo, mi bomo skrbeli za mir.
ne pozna poljan, biti človek z dobrim srcem. Kako otroci skrbite za mir? Tako da iščemo ljubezni izjev. Da svoje srca delimo po svetu. Da smo najkrasnejša bitja na celem planetu. Kako mir zveni? Kot smeh. Kot trafte imam. Kot ptica, ki svobodno leti. Kako se mir občuti? Kot objem. Kot ko mehke prsti so obuti. Kako mir poiščeš, ko je težko? Da dihaš, tečeš. Da lučko prižgeš, ko je temno.
vseh razpokah, otroci sveta. Živeti je smisel človeka, pisani gumbi življenja, majhni, a imajo posebno moč. Povezujejo kot dejanja prijaznosti, ki držijo skupaj svet. Živeti je smisel človeka. Vsake pokažem, vsak nosi svojo barvo, da skupaj tvorimo srce skupnosti in srce miru. Živeti je smisel človeka.
Doživljanje vojne, upora in miru skozi oči naših učencev smo pripeljali do praga našega praznovanja, ki se nadaljuje v avli kulturnega doma. Vzemite si čas za srečanje, za duh življenja, ki dela čudeže in naj vas spremlja tudi na poti domov. Vzemite si čas za prijatelja, sodelavca, soseda, znanca. Dovolite si čutiti razkošje pristnih in srčnih odnosov, ki gradijo pripadnost in nas povezujejo. Naj vas pogostitev zadrži in odpre prostor za prijetno druženje. Prisrčno vabljeni.